Skok na Arkunt. Želeli jih boste pokazati. Prenašamo energijo, ohranjamo ravnovesje. Lep pozdrav, spoštovani in spoštovane, v prvi poddopustniški oddaji Sreda v sredo. Tokrat smo bili prijazno sprejeti v ptujskem Minoritskem samostanu in tukaj v ambientu njihove knjižnice, ki hrani, varuje izredno nacionalno bogatstvo, je moj sogovornik, evropski poslanec in vodja slovenske delegacije pri Evropski ljudski stranki, dr. Milan Zver. Najprej seveda normalno lep pozdrav. Pozdravljeni. Povejte mi, ste se v teh počitnicah parlamentarnih odpočili ali ne? No, zagotovo smo se, ne. Ampak je manj ko si mlad, ne, daljše počitnice potrebuješ. To se mi zdi kar normalno. Ampak po drugi strani pa sem si tudi že zaželel malo bolj intenzivnega dela. Jaz tudi težko počivam v klasičnem smislu, imam rad aktivne počitnice, tako da redo. Ko ste šli sredi julija domov iz Bruslja oziroma Strasbourga, je bil nahrbtnik približno tolikšen, kar se tiče problemov Evropske unije. Zdaj, ko se vračate nazaj v Bruselj, je pa tolikšen. Naprimer, dan, dva nazaj, Viktor Orban, predsednik madžarske vlade, izstavi fakturo predsedniku Evropske komisije Junckerju za 400 milijonov evrov, kar se tiče stroškov gradnje teh ograj na južni meji Madžarske. Seveda, to je sicer provokacija gospoda Orbana, ki pa je po mojem zelo dobronamerna, kajti s tem je tudi nekako potenciral vprašanje varnostne politike in same varnosti Evropske unije. Lahko bi rekli, da je nahrbtnik problemov nekoliko večji, ampak ne pa bistveno, ne. To, kar je naredil Orban, je bilo res bolj simbolno sporočilo Junckerju, ki implicira tudi dejstvo, da so bile ograje potrebne. Na ta način je Orban poskušal legitimirati svoje početje iz lanskega leta. In hvala Bogu, ta njegova formula se je takrat izkazala kot rešilna, ne? In balkanska pot se je zaustavila tudi zaradi aktivnosti in dela madžarskega premierja, ne. Res je, letos nas čakajo podobni problemi, migracije so samo eden, še večji problemi so terorizem. Zdaj poleti smo videli napadi v Kataloniji in recimo v Barceloni, potem tudi v Rusiji, na Finskem. Finska veljala doslej kot neka zelo varna država, ne, pa se je vseeno tudi tam zgodilo. Skratka, po porazu ISIS-a, ker dejansko so že izgubili državo, poskušajo zdaj spremeniti taktiko in napadati po svetu, širom sveta. Zlasti Evropa je za njih zelo pomembna destinacija. Tako da bo letos ključna tema jeseni, poleg Brexita seveda, ustvarjanje obrambne unije, varnostne obrambne unije, in tukaj bodo morali evropske politiki stakniti glave in najti konkretne rešitve. Dejstvo je, da koliko pač spremlja zadeve, Evropska ljudska stranka je jasno definirala nujo krepitve te Evropske varnostne unije. Žali Bog pa iz klopi socialnih demokratov, socialistov in zelenih in tako dalje, pa niso taki
odmevi? Ja, tukaj sta več kot vidna dva pristopa. Ne? En je recimo desno-sredinski, ki ga poseblja Evropska ljudska stranka, drugi pa je levi. In Evropska ljudska stranka je takoj že naslednji teden imamo pomembno srečanje v Talinu, v Estoniji, kjer bomo razpravljali o varnostni situaciji, o hibridni vojni, o odnosi z Rusijo, torej o ustvarjanju neke obrambne unije. Prvi koraki bi morali biti narejeni čim prej. Evropska unija mora tudi na obrambnem področju delati več, to pomeni tudi več vlagati, večji proračun. Tukaj je v Nemčiji padla, se mi zdi, največja ločnica ideološka zdaj v času predvolilne kampanje. Šulc je jasnim glasom dejal, da Nemčija ne zmore 2% za obrambne izdatke, medtem ko je cilj CDU, CSU koalicije dolgoročen, da se vendarle 2% morata nameniti, če hočemo zagotoviti varnost evropskim državljanom. In če varnost ni, seveda tudi druga največja vrednota ali pa celo prva največja vrednota, svoboda posameznikov, lahko ogrožena. In tega se na desno sredini nažalost bolj zavedajo, kot ste tudi sam ugotovil, kot na levo sredini. Tam poskušajo med prioritete postaviti druge vrednote. Ena od ključnih stvari je seveda, namreč vseeno, Evropska unija je združba suverenih samostojnih držav, ki so se pač prostovoljno odločile, da vstopijo v neko povezavo. Pa vendar, če ti prostovoljno stopiš v neko povezavo, potem tudi moraš za sabo potegniti neke obveznosti, ki ti jih takšna povezava narekuje. In se mi zdi, da prav na področju varnosti smo najšibkejši, kar se tega tiče. To drži. Torej, Evropska unija ni a la carte, ne? Vzameš tisto, kar ti paše, pustiš tisto, kar ti ne paše, ampak moraš pač so določene obveznosti, ki jih moraš kot članica spoštovati, in to je dejstvo. In tega se politiki, predsedniki, šefi vlad in držav dostikrat ne zavedajo, ko se dobijo v Bruslju na seji sveta, ne? In potem tam govorijo in sprejemajo ene odločitve, ko pridejo domov, pa dostikrat udarijo po Bruslju, češ da je kriv za vse slabosti, ki jih imajo z državam članicam. Torej, Evropska unija je neka sui generis, ni samo zveza držav, ampak tudi zveza državljanov, vedno bolj integrirana, ne? Solidarna skupnost. Dejstvo je, da gre večina denarja, ki se ga zbere v Bruslju, velika večina tam, kjer ga bolj potrebujejo. Torej, razvite države plačujejo razvoj manj razvitih držav in to je, se mi zdi, tista največja garancija, ki drži Evropsko unijo še skupaj. Ne? Res je, da bi tisti, ki dobivamo denar, tudi Slovenija, tako želela še več tega, ampak so seveda omejitve. Nenazadnje, evropski proračun je težak komaj 1% bruto domačega proizvoda, ki ga ustvarjamo v okviru Evropske unije. To je zelo, zelo malo, ampak nenazadnje je pa to lahko kar velika finančna injekcija mnogim obuboženim ekonomijam na jugu Evrope, ne? Tudi slovenski. Vemo, da je skoraj četrtina denarja in novih investicij pride iz Evropske unije. To je velik del investicij in seveda to predstavlja ogromno delovnih mest. Poleg tega je evropski denar, ki je vložen v razne projekte, veliko bolj smotrno uporabljen kot nacionalni denar. Torej, Evropska unija je boljši vlagatelj, investitor kot država sama, ne? Bolj učinkovit. Tudi z tega vidika se splača biti v Evropski uniji. Nenazadnje pa je Evropska unija tudi kulturna entiteta, ne? Mi smo vendarle ustvarili nekatere skupne kulturne podlage, torej vrednote, cilje, načela politična, kot so mir, sodelovanje, demokracija, svoboda, politična, varstvo človekovih pravic in svoboščin, enakost med spoloma. To so stvari, recimo, ki niso doma povsod po svetu, ne? So pa tukaj, ne? In nenazadnje tudi kakovost življenja je tukaj dokaj visoka. Vse to so razlogi, zaradi katerih, ki so prepričali evropske državljane, da ne skrajni levi, ne skrajni desni niso trajno ostali na oblasti oziroma imeli tako močne pozicije, kot je kazalo še lani oziroma predlani. Zanimivo je nekaj, namreč vseeno za 2015, ko se je začel ta migrantski val drugi, je Evropska unija pristala nekih hudih preizkušnji in zdaj ugotavljaš nekaj. Države vzhodne
Evrope, se pravi od Baltika pa dol do Madžarske, preko Češke, Poljske in tako dalje, so z nekimi ostrejšimi ukrepi se obranile tega navala migrantov, medtem ko žali Bog mi pa Zahodna Evropa seveda se nismo, ampak zanimivo, da ta Zahodna Evropa učita tako Poljakom, Madžarom in še komu nedemokratičnost, avtoritarnost in tako dalje. Se pravi, na neki veliki preizkušnji se potem pokaže, kakšna je pa tudi ta, bom rekel, evropska ne solidarnost, ampak harmonija. Je bila na veliki preizkušnji ravno zaradi begunskih in migrantskih valov, zlasti zaradi nelegalnih, nezakonitih migrantskih valov. Različno so države reagirale, Nemčija reagirala tako, kot je. Merklova še danes ne prizna, da bi bila to napaka. Ona je rekla, da je bil to glede na situacijo v Siriji nujen humanitarni odgovor, ki ga je dala. Seveda pa je razumeti vzhodne evropske države, ki so veliko bolj šibke, veliko bolj ranljive, da so reagirali tako, kot so reagirali. In zato se mi zdi včasih napadi zlasti Timmermansa, prvega podpredsednika Evropske komisije na vzhodne države malo pretirani. Treba razumeti situacijo, potrebno razumeti, da so izšle iz nekega sistema, ker še niso popolnoma postale primerljive z vseh standardih z zahodnimi demokracijami, in da je te okoliščine potrebno upoštevati. Ne nazadnje tudi ljudje se počutijo veliko bolj ranljivi v teh skupnostih in zato so reagirali kot so, kot ježek, ki pokaže bodice, kadar se boji za svoj obstanek. Velikim državam ni treba tako reagirati, zato ker jih noben ne ogroža njihovega obstanka, medtem ko pri malih narodih je to problem. Torej, harmonija je v Evropski uniji težko doseči, ampak vendarle postopoma Evropska unija vedno bolj odgovarja z enim glasom, tudi kar se migrantske politike tiče. Mi smo vendarle uspeli zdaj okrepiti zunanjo mejo, to je tudi bil prvi in osnovni cilj, skupaj z obrambnimi silami, bi temu rekli, na tem področju sodelujejo celo države, ki so tradicionalno, bi rekli, sovražne med seboj, ampak vendarle, sporazum za Turčijo deluje, moramo priznati, ne glede na kar si mislimo o Erdoganu in njegovem režimu, ta deluje in tukaj je Nemčija opravila ogromno delo. Nemčija se tudi sedaj trudi v Afriki, v Nigru in v drugih državah, kjer poskuša z bilateralnimi sporazumi zajeziti odtok migrantov v Evropo. Nemčija je zlasti na bilateralni ravni izjemno pomemben dejavnik, da se v prihodnosti preprečijo novi begunski valovi. Tukaj bi lahko Evropska unija kot taka Mogherinija bi morala delati to, kar v bistvu počne nemška kanclerka, ampak vendarle očitno imajo v afriških očeh voditelji, prepoznavajo Angelo Merkel veliko bolj kredibilno, kot kredibilnega sogovornika, ki tisto, kar reče, tudi stori, in seveda Nemčija vlaga milijarde in milijarde, da bi izboljšala socialne in delovne in gospodarske pogoje v afriških državah. To pa je predpogoj, da begunci ne odidejo, ne zapustijo svoj domov. Ena špekulacija, kaj pravite, če bi zdaj septembra meseca šli Britanci znova na referendum o tem, ali izstopijo iz Evropske unije, torej tako imenovani Brexit, a mislite, da bi se odločili za? Ker sodeč po tistem, kar se zdaj dogaja, kar se piše, kakšno je vzdušje v Veliki Britaniji, se mi zdi, da do take odločitve ne bi prišlo. Jaz se strinjam z vami, jaz tudi mislim, da bi se sedaj odločili drugače, ampak gledajte, Britanija je zibelka evropske demokracije, oni dajo na demokratično odločitev in vedo, da jo treba sprejeti. Res pa je, in to je Michel Barnier, naš osrednji glavni pogajalec z Britanijo glede Brexita, jasno in glasno povedal. Britanija ni ustrezen partner v pogajanjih oziroma se ne pripravljajo ustrezno, praktično nimajo dovolj pripravljenih strategije, ne povedo, kaj bi želeli. Od Barnierja zahtevajo, da je bolj fleksibilen, pravi Barnier, ampak jaz ne morem biti fleksibilen, ker ne vem, kakšne so njihove želje in stališča. Torej, v ponedeljek bi se morali resno začeti pogajati, vendar Barnier, naš pogajalec, na mizi še vedno nima vseh britanskih stališč glede tega. Poleg tega ima
premijerka Mayjeva resne težave znotraj konzervativne stranke in del konzervativcev vedno bolj glasno proevropsko usmerjen. Laburisti so prvič jasno in glasno dali vedeti, da bi bilo potrebno se še odločiti o istem vprašanju, kar bi bilo v preki recimo z neko demokratično tradicijo britansko, ampak vendarle proevropske sile so v Britaniji vse močnejše in vprašanje je, kaj se bo zgodilo v prihodnje. Naša pozicija Evropske unije je tukaj zelo jasna od vsega začetka. Prvič rekli smo, da Brexit ne sme prizadeti dvojnih državljanov, britanskih v EU, naši v Britaniji. Drugič, da bomo govorili z enim glasom. Torej, nobena članica Evropske unije se ne sme bilateralno pogajati z Veliko Britanijo glede mimo evropskih inštitucij. In tretjič, postopnost. To pa pomeni, da bomo najprej se Britanijo odklopili od Evropske unije in šele potem bomo sprejeli nov način sobivanja, sodelovanja. Ne? Kakšen bo ta, to je zdaj stvar pogajanj, ampak najprej bi morali seveda se uresničiti demokratično voljo Britancev, ki je bila izražena na referendumu, in šele potem se dogovoriti o novi zvezi. Seveda je pa dejstvo, da Britanci bi radi išli ven in imeli vse privilegije, ki jih imajo kot članice Evropske unije, to seveda ne bo šlo. Če bi se to zgodilo, bi seveda res se zgodil domino efekt in bi vsaka država šla ven. Čemu pa bi bili članice Evropske unije z obligacijami? Seveda, če lahko ohranimo vse bonitete. Tako da nisem prepričan, da bodo imeli recimo boljši status, kot ga imajo Norvežani, recimo kot partnerica Evropske unije. Povejte mi, uradno naj bi se tale ločitev od posteljne mize Evropske unije in Velike Britanije končala leta 2021, ne? Ne, 19, spomladi že. Postavili so si rok, dveletni rok, kjer bi lahko definirali vse, kar je potrebno. Vse to praktično bi se lahko zgodilo tudi veliko bolj hitreje, ne? Res je, da so nekatere večje vsebinske težave, ti lahko sprejmeš zakone pa vse to, ampak gospodarstvo pa potrebuje malo več časa, ne? Glejte, London City je glavna finančna industrija Evropske unije, ne? Glavno mesto te finančne industrije, 80% mednarodnih transakcij gre preko London Cityja. Vse to bo treba prenesti na kontinent. Te vloge, ki jo ima danes London City, danes ni sposoben upravljati noben finančni center v Evropi, niti Frankfurt, ne Pariz, ne Milano, in tako naprej. Jaz mislim, da se bodo v prihodnosti vlogo London Cityja kot glavnega dejavnika recimo finančne industrije v Evropi morali porazdeliti več takih centrov, ne, v Evropski uniji in si porazdeliti vlogo, ker enostavno ne vidim, nobena finančno središče Evropske unije nima teh kapacitet, kot jih ima sam London City. Skratka, recimo to je en tak vsebinski problem, ki ne bo rešljiv čez noč. Tukaj so potrebni meseci, morda tudi leta, da se bo to uredilo. Jaz pa še vedno čisto pri sebi intimno razmišljam, da morda formalno se bo zgodba peljala do konca, ampak še prej se bo zgodba pripeljala do konca, da bodo Britanci morda znova stopili na referendum. Idealno bi bilo, da bi zgodbo pripeljali do konca, kot pravite, da bi se izpogajali, potem pa v naslednjih letih ali pa desetletjih ponovno se združili, ne? Ampak nisem prepričan, da bo tako, ne? Že poleti sem se pogovarjal z glavnim pogajalcem Barnierjem in pravi, da se sooča z veliko večjimi težavami, kot je pričakoval na začetku, ne? Tisti britanski zanos, da se bodo osamosvojili, ne? Je oplahnel, ne? Je oplahnel, prišel je trenutek resnice, zlasti mladi in pa urbani del Britanije želi tesne stike z Evropsko unijo. Nenazadnje je Evropska unija predstavlja z njih še danes vedno skupen trg, lahek dostop, ne, nižje stroške poslovanja in tako naprej. Po aprilu 19. več ne bo in takrat bo šele prišel pravi šok, ne. Čeprav je tako, ne, tudi Britance, ne glede na to, da izstopajo iz Evropske unije, je to poletje pretreslo kar nekaj hudih terorističnih napadov ISIS-ovih teroristov. Ja. Res je, Britanija
je vselej, kako bi rekel, anglocentrična, ne primi pa ostali svet. Ne. In ta refleksija, zlasti pri konzervativnem delu volilnega telesa Britanije ostal. Mi moramo vse sami, mi smo dovolj konkurenčni, da preživimo ali pa celo smo boljši od vseh drugih. Ne. Situacija ni čisto taka, ne. In naravno to, kar ste omenili, varnostni problem je, se ga ne da locirati zgolj na eno državo ali pa kaj je splošen, globalen problem in seveda tudi zahteva globalen odgovor. Ne more Britanija sama premagati teroristov, ne more Evropska unija sama premagati teroristov, ampak lahko skupaj, voljne države to stori. Ja. Je pa res, da ne bo nikoli več tako mirno, kot je bilo. Moralo se bo marsikaj spremeniti, moralo se bo navaditi tudi na neprijetnosti, ki so. Prideš v službo, ker te varujeta 2 vojaka ali pa 3, stavbo, recimo, kjer delamo, ali pa se sprehajajo po ulicah, to na nek način ni prijetno, je pa nujno, da se preprečujejo napadi, zato ker teroristi uporabljajo tudi zaradi dobrega delovanja varnostnih služb, vedno bolj nepredvidljive pristope. In to so ad hoc napadi na ulici z avtom, z nožem in tako naprej. Tako da bo v prihodnosti potrebno dati tudi malo več pozornosti temu, da se vsak posameznik poskuša čim bolj usposobiti, recimo za prvo obrambo, recimo. Je pa seveda priporočljivo, da se ob, recimo, kakšnemu napadu z hladnim orožjem, da se ljudje čim prej umaknejo in da se ne zoperstavijo in ne tvegajo svoje življenje. Mina Zver, tu bova naredila kratki odmor zaradi 2-3 oglasnih sporočil. Okna Arkunt. Želeli jih boste pokazati. Prenašamo energijo, ohranjamo ravnovesje. Povejte mi, ko je Juncker prevzemal vodenje Evropske komisije, je seveda z velikim pompom napovedal svoj ekonomski program, pomeni, ne vem, toliko in toliko 100 milijard, zlasti zasebnega kapitala. Zdaj ne vem, a je to, kar se dogaja v Evropski uniji, del uresničevanja njegovega projekta ali pa je kaj drugega posredi, kajti Evropska unija gre samo navzgor, kar se tiče gospodarskega razcveta. Ja, to drži. Zanimivo, v letu pa pol smo imeli večjo gospodarsko rast skupaj kot ZDA, ki so
prav tako dobro stojijo gospodarsko, ne. Zadnji meseci Trumpove vladavine so prav navdušujoče, kar se tiče gospodarskih gibanj. Cveti, brezposelnost pada in veliko se ponovno investira. Skratka, Amerika je spet postala gonilna sila v gospodarskem razvoju. Z odhodom Britanije bodo prevzeli primat, prej smo ga imeli mi, Evropejci, ampak vendarle tudi Evropa zelo dobro ta hip gospodari, gospodarstva so v redu, gospodarska rast je velika, mislim, da je že izšla iz krize, ne. Zdaj pa kaj pa je vplivalo na to? Zagotovo tudi ta optimizem, ki ga je Evropska komisija vnašala zlasti pri prepričevanju, da je treba več investirati. Mnogo regulacij z področja gospodarstva in pa finančne industrije se zliberaliziralo, bi temu rekli. Gospodarski sistemi so veliko bolj prosti, kot so bili v preteklosti, ker je imel Barroso drugačno filozofijo, ne. Regulacija je bila pri njem zelo pomembna, pri Junckerju ne. Tudi to je verjetno vplivalo, te okoliščine so verjetno vplivale na to, da se je evropsko gospodarstvo tako hitro revitaliziralo po tej hudi krizi, ki je bila tako gospodarsko, finančna, tudi socialna in nenazadnje tudi politična. Tako da prihodnost Evropske unije je, kar se tiče gospodarskega življenja in tudi standarda, dobra, ne. Veliko boljša, kot smo gledali na njo pred nekaj leti, ko smo videli samo probleme in pa samo črne scenarije. Prav tukaj se vidi, da lahko Evropska unija dobro funkcionira, če ni pretirano regulirana na področju gospodarstva, ali pa tudi kmetijstva ali transporta. Bolj je pomembno, da je regulirana oziroma povezana tam, kjer je nujno potrebno, in to je varnost in obramba, ne. Evropske države in evropske inštitucije so dolžne državljanom zagotoviti najvišjo stopnjo varnosti, ampak za to je pa potrebno tudi več sodelovanja, pa morda tudi kakšna skupna služba. Več, recimo varnostno obveščevalna, tukaj bi se lahko zgledali po ZDA, ki so imeli velike težave, pred 15 leti so potem zadevo koncentrirali, centralizirali in danes lahko pregledujejo, analizirajo podatke, ki so bili tudi že nekoč znani, ampak službe jih niso mogli povezati, ker so bili v konkurenčnem odnosu, ne. In isto napako zdaj počenjajo evropske varnostne službe, ne. Premalo je sodelovanja in koordinacije in če bo šlo tako naprej, bomo mi morali res oblikovati močno evropsko službo, kakšno obveščevalno in tudi protiteroristično, ki bo imela nek dostop do vseh virov informacij v vseh državah članicah. Edino to je predpogoj, recimo, da se lahko ti uspešno bojuješ zoper teroriste, ki so pripoznani v eni državi, drugi niso znani. Povejte mi, ali je lahko ta gospodarski razcvet Evropske unije eden od ključnih faktorjev, ki bo prevesil tehtnico 24. septembra, ko so nemške parlamentarne volitve v smer koalicije CDU-CSU? Nemci vedno racionalno izbirajo, ne, in na podlagi ne toliko ideoloških dimenzij, ampak orientacij, ampak predvsem na podlagi računice, bi temu rekli, ne. In oni ugotavljajo, da jim gre pod vladavino CSU-CDU dobro, da je Nemčija odlično preživela gospodarsko krizo in finančno krizo, praktično ni padla v njo, in da je ponovno vpliva tudi na dobro gospodarsko klimo v drugih državah, ne, tudi v Sloveniji. V Sloveniji ta hip, to, kar imamo, ni toliko posledica... Čeprav se sicer s tem hvalimo 3,6% gospodarsko rast, ampak mi smo, če bi Nemčija padla v hudo gospodarsko krizo, bi mi takoj tudi padli v gospodarsko krizo, zato ker smo tako, ne vem, ker smo tako močno odvisni od, zlasti od izvoza, ne, v to državo. In Nemčija je torej vsekakor dober gospodarski indikator tudi za ostale države. Ja, Merklova bo zagotovo zmagala močno. Sedanje ankete kažejo, različne ankete od 37 do 40%, torej koaliciji CDU-CSU.
To so lepi odstotki. Jaz sem spomnil, da je v preteklosti, da bi imeli tako veliko. Ja, ampak to je že dolgo nazaj. Medtem ko socialisti zbirajo po anketah od 22 do 25 odstotkov. Torej, lahko bi rekli tudi teoretično 15, na zadnji anketi celo 16 odstotnih točk prednosti sedanje desnosredinske koalicije CDU-CSU in to se lahko ponovi. Torej, Nemci bodo izbirali ne zaradi nekih velikih ideoloških tem ali vrednostnih orientacij v politiki, ampak predvsem na podlagi računice in ta gre v prid desnosredinskim strankam. Verjetno se bo potem, ko bo 24. septembra znano, kdo je zmagal, če je zmagala Angela Merkel, da se bo potem tudi verjetno dialog naprimer z Rusijo ali pa s Turčijo tudi spremenil, kar se tiče ostrine dialoga. Ja, seveda, sedanja vlada, zlasti pa Merklova, zelo pazi, da se ne bi odpirali Ne vem, tu je toliko in toliko volivcev, ki so turškega in ne vem kakega drugega rodu, naprimer. Tako, da se pred volitvami ne bi odpirali neke neprijetne teme in odnosi s Turčijo so zagotovo eno od glavnih. Ampak ne glede na to je Erdogan dokaj nefer že posegel v nemško volilno tekmo s tem, ko je dejal, priporočil, da naj ne volijo sedanji vladajoči strank svojim državljanom in to je kar dobršen del volilnega telesa, seveda. Ne? Zato so že Nemci razmišljali pred nekaj meseci, da bi vzeli volilno pravico, ne? Oziroma dvojno državljanstvo in ljudje bi se morali odločiti, ali bodo Nemci ali Turki. Dejansko bi na ta način znani vpliv na notranjo nemško politično sceno bistveno omejili. Je pa res to en drastičen ukrep, ki pa je čisto realen, če bo se Turčija poskušala močno vmešavati v notranje zadeve Nemčije in seveda kratko bodo potegnili tudi drugi državljani, ne samo Turki v Nemčiji, ne, če se bo to zgodilo. No, vsekakor te volitve bodo izjemno pomembne. Ne. Jaz mislim, da niso usodne za obstanek Evropske unije. Ne. Bilo bi pa zelo slabo, če bi recimo poskušal Schulz povezati nemške socialdemokrate z Die Linke in pa še mogoče kakšno drugo levo stranko in ali celo skrajno desno, Alternative für Deutschland in oblikovati večino vlado mimo CDU in CSU. To bi bila svojevrstna prevara volilnega telesa, ne, in tudi slabo nedemokratično sporočilo, ampak lahko se zgodi, ne, če ne bo odstotek dovolj velik, da bo Merklova imela velike težave pri sestavljanju koalicije, še posebej zato, ker je Schulz jasno in glasno povedal, da z njimi ne grejo več v veliko. Kaj pa potem zeleni, kdo ostanejo za? To bomo videli. Ne. Po volitvah se karte hitro premešajo, marsikakšna beseda se pozabi, ki je bila izrečena, ne, zlasti pri Schulzu je to zagotovo tako. Tako da je najverjetnejša opcija tudi po teh volitvah bo velika koalicija. Ne. Trojček torej. Trojček ali celo dvojček. A tudi Putin čaka na to, kaj se bo zgodilo v Nemčiji 24. Ker zdaj nekako je umiril tone, ne? Putin je zadnje leta močno poskušal vplivati na politično situacijo v Evropski uniji in tudi v svetu. Ne? Spomnimo se njegovih poskusov njegovega vmešavanja v ameriške volitve. Verjamem, da se Rusija vmešava tudi še kakšne druge države, tudi južnoameriško kakšno in seveda močno tudi na Balkan in pa v Evropsko unijo. Znano je, da so močno okrepili delo svojih obveščevalcev, obveščevalne mreže, imajo velik vpliv na zlasti levi del nevladnih organizacij, kar na 60.000 so po nekaterih ocenah pod vplivom Rusije, ne, to ima tudi velik civilni in pa tudi gospodarski vpliv. Skratka, Rusija deluje in to tudi na trdi način. Tudi sedanje vojaške vaje, ne, ki se bodo začele septembra, so ena oblika pritiska na Zahodno Evropo, na vzhodni meji Evropske unije. Kanijo po nekaterih podatkih vključiti kar 100.000 vojakov, plus seveda so ostala orožje, ki... To je ta baltski bazen. Ja, pa tudi nižje, do Poljske in tako naprej. Skratka, to gre za ene velike vaje, ki imajo jasno politično sporočilo. Rusija bi morala seveda povabiti tudi mednarodne opazovalce na te vaje pa noče. Vsaka vaja, ki vključuje več kot 15.000 vojakov, mora avtomatično biti prisotna mednarodna javnost oziroma opazovalci.
vendar Rusi vabila še niso poslali, zato je Zahod malo oziroma NATO nestrpen. Gremo malo iz tega v naš prostor, ki se mu pravi, čeprav gre tudi seveda za neke meddržavne pa mednarodne zadeve. Zdaj je že koliko, 2 meseca mimo, odkar je sodišče arbitražno razglasilo svojo razsodbo, kar se tiče meje Slovenije in Hrvaške, pa nič ne kaže, da bi se pričel postopek vsaj slovenske strani implementacije, ob tem, da Hrvatje še danes jasno glasno zavračajo samo arbitražo. Ja, in tudi provocirajo. Ja. Nekoliko sem presenečen nad tem, ampak vendarle Hrvati, to sem že večkrat povedal, imajo eno strateško nalogo, tako so si zastavili. Ne? In sicer ne upoštevati ničesar, kar ni plod bilateralnih dogovorov. Tukaj ne gre samo za Slovenijo, ampak gre tudi in predvsem gre za Srbijo, Bosno in Črno goro. Torej, Hrvaška ima odprt dialog, disput z nerešenimi mejami meddržavnimi, praktično z vsemi sosedi. Ja, razen z Madžari in seveda to ni dobro. Ne? To je na nek način, kdo bi dejal, da je invalidna država zaradi tega. Ne? Ampak Hrvaška dela dolgoročno. Ona ve, da če bo se bilateralno pogovarjala z Srbijo, s Črno goro in tako naprej, to pomeni, da ker je že članica Evropske unije, da so njen položaj boljši kot položaj nasprotnika in zaradi tega ona ne mara te formule prenesti v bodoče reševanje ostalih obmejnih sporov. Ne? Torej Slovenija je tu samo, se mi zdi, manj pomemben igralec za Hrvate. Oni želijo z to formulo, torej z bilateralo, dobiti veliko več, kot bi sicer dobili z kakšnimi arbitražnimi sodišči v prihodnosti z ostalimi državami. Tu ste me zdaj potegnili za jezik, ko ste rekli manj pomembno državo Slovenija, ampak zdi se mi, da je Slovenija manj pomembna država tudi zaradi naše diplomacije oziroma naše strategije, kar tiče diplomacije, ker konec koncev občutek imam, da se včasih naš zunanji minister obnaša, kot da hodi po trgovini s porcelanom, potem razni izpadi in predsednika vlade na račun Poljske in tako dalje. Da ne govorim seveda o tem, kako uradna slovenska politika dojema ameriško zadevo vezano na Donalda Trumpa in seveda našo slovensko rojakinjo Melanijo kot first lady. Res je. To, ko sem dejal, Slovenija v hrvaških očeh manj pomemben dejavnik, ona ima večje cilje pri reševanju ostalih mejnih problemov. Ne? Ampak res je, mi se tudi sami slabo obnašamo. Ne? Znana politika Slovenije v zadnjih nekaj letih katastrofalna. Praktično je prišlo do nekega zasuka od zahoda, zahodno-evroatlantskih integracij se približujemo se na formalni ravni bolj Rusom, Moskvi in pa Beogradu in seveda to je opazno na zahodu in mi nimamo nekega velikega ugleda ne v Evropski uniji, še manj pa v ZDA, ker zadnje leta sploh ni prišlo do nobenega srečanja na višji ravni. Spomnimo se, v času Janševe vlade 2004 do 2008 so bili taka srečanja celo v Sloveniji. Ne? Tako da je Slovenija prišla na politični zemljevid, ampak malo po tistem je tudi izginila iz njega. Res je, jaz mislim, da so slovenska vlada sedaj izvaja neko paradigmo zunanje politike, ki jo vodijo jugodiplomati, še stari kadri, ki so seveda veliko bolj refleks jim nese na vzhod kot na zahod. Ne? In to je slabo. V prihodnosti bo treba, kako bi temu rekli, očistiti recimo pa osvoboditi recimo našo zunanjo politiko, da ne bo v krempljih Moskve ali pa Beograda. Ne? To je že bila in jaz sem prepričan, da je lahko spet tako, ne? Ampak ne z istimi ljudmi na teh pozicijah. Res je, zunanji minister je napravil v zadnjih letih tudi osebno veliko škode, ni pa edini krivec za tako stanje. Nenazadnje pri nas zunanjo politiko tvorijo tudi parlament, pa tudi predsedniška palača, ne?
in ne eni, ne drugi niso bistveno prispevali k položaju Slovenije v mednarodnih odnosih v zadnjih letih. Res prav zame strašljivo je, da na primer predsednik republike zato, da bo si izpostavil 5 minut fototermina z predsednikom USA, vzame 2 zapornike iz Guantanama, da sedanji predsednik vlade tam na tem srečanju balkanskih držav in pa s prisotnostjo ameriškega podpredsednika Pensa si izsili tisti 2-minutni fototermin. To je nekako ponižujoče tudi konec koncev za nas same, Slovenijo. Tudi, glede na to, kar smo že imeli, srečanje na najvišji ravni. Ampak, veste, tudi ko še bila ranka Jugoslavija, so najvišji politiki jugoslovanski lahko prišli tam do kakšnega četrtorazrednega uradnika v ameriški administraciji. Amerika na ta način da jasno vedeti, kdo je vreden spoštovanja in kdo ne. In če ti izgubiš verodostojnost, se je zelo težko povrniti. No in prav tisto, vsi Slovenci že na veliko govorimo, razen tisti, ki so na Gregorčičevi pa na Erjavčevi cesti v Ljubljani, kako pomemben ne faktor, ampak subjekt bi lahko za utoplitev in izboljšanje odnosov med Slovenijo in velesilo, ki se je pravi Združene države Amerike, bila prav naša rojakinja Melanija. Seveda, Slovenija bi morala to izkoristiti ne samo v turističnem smislu, pa v gospodarskem, ampak tudi v diplomatskem. In jaz upam, da se bo zgodilo slej ko prej, ampak mislim, da po sedanji vladi, da se bodo razmere stvari otoplile. Ne nazadnje ameriško veleposlaništvo v Ljubljani vsako leto pridno sodeluje tudi slovensko civilno družbo in tudi nekaterimi državnimi organi pri pripravi dogodka ob spominski plošči v spomin vsem žrtvam totalitarnih sistemov. To je velika gesta, ki je Amerika dala Sloveniji v času prejšnjega veleposlanika gospoda Musomelija. In tudi ne samo z Ameriko, tudi s Hrvaško moramo izboljšati odnose. Hrvaška je naša danost, sosed, ki ga ne moreš sam izbirati, lahko pa povzročiš, da so odnosi slabši ali pa se potrudiš, da so odnosi boljši. Zagotovo mi ne moramo zdaj samo, naša pozicija je zdaj taka oziroma pozicija naše vlade je taka, zdaj pa je sodišče sklenilo in to tako je. Je res, to je treba zdaj implementirati, uresničiti in se ne da uresničiti brez dialoga. Ne moramo mi z vojsko zasesti vsega tega, kar bi bilo prvič za 21. stoletje neprimerna oblika, drugič pa tudi glede na to, da so zadnja leta močno osiromašili slovensko vojsko, da njena sposobnost izjemno nizka, bi bilo to nespametno dejanje. Slovenija bo morala v perspektivi ne samo tako kot Nemčija, kot druge države, bistveno več nameniti za obrambno-varnostno področje in mi moramo ponovno dobiti močno, učinkovito slovensko vojsko. Takšno vojsko, na katero bomo ponosni, da bomo imeli dobro izobražene, usposobljene in dobro opremljene bojevnike. Brez tega ne bo spoštovana v mednarodnih odnosih. Ni dovolj, da imamo samo uradniško vojsko. Ja, 3/4 vojaškega potencijala je v uradnikih, Širimo po celem svetu in uporabljajo nevojaške funkcije. Take vojske potrebujemo. Mi potrebujemo spet vojsko, kot smo imeli v času osamosvojitve, kjer smo imeli močno udarno pest, recimo Moris, in tudi sicer je bila slovenska vojska takrat izjemno dobro usposobljena, za tiste čase solidno opremljena, predvsem pa veliko bolj učinkovita, kot je današnja. To, da smo dobili vojno proti veliko večji armadi, to je velika stvar v novejši slovenski zgodovini. Zato nas čaka, to bo ena prvih nalog prihodnje vlade, da se okrepi obrambno-varnostni vidik. Še nekaj me zanima, namreč zanimivo je nekaj, potem ko je v Združenih državah Amerike zmagal Donald Trump, je slovenska diplomacija potegnila potezo in poslala v Washington za ambasadora nekoga, ki ni proameriško usmerjen, oziroma je bolj, bom rekel, prorusko usmerjen, medtem ko pa Donald Trump v Ljubljani imenoval osebo, sicer ženskega spola, kar ni nič ne mote, ampak osebo, ki je prvič njemu vdana
in verjetno jasno definiran tudi njegovo politiko, ko bo prišla sem za ambasadorko. Ja, ta odločitev slovenske vlade, da pošlje gospoda Vidoviča v ZDA, ni dobra. Očitno je on izrabil svojo močno pozicijo, ki jo imel na zunanjem ministrstvu in izsilil to. Dvomim pa, da bo to koristilo dvostranskim odnosom med državama. In na koncu nekaj moramo še reči, ker namreč tudi mi Slovenci imamo 24. septembra pomemben dan. Ne? Takrat naj bi se podali na referendum o tem, ali podpreti oziroma zavreči zakon, ki ga je vlada s pomočjo volilnega telesa v parlamentu, kjer imajo pač, bom rekel, kar stroj, ki glasuje za njihove predloge, sprejela v drugem tiru. Res je, to bo pomembna odločitev, ne? In se bo tudi videlo, ali je slovenska javnost dovolj racionalna, recimo, da se odloči o tako enostavnem vprašanju, ne? Veliko državnih investicij v Sloveniji v času, odkar imamo samostojno Slovenijo, je bilo politično vodenih, da so obvladovali so jih razna omrežja od zadaj, vemo, celo do danes razna udbovska in druga omrežja in so se polnili žepe določeni tudi politiki, ne samo gospodarstveniki. Ne? In temu je treba enkrat napraviti konec. Na simbolni ravni bi to bil poraz, recimo, oziroma naša zmaga na tem referendumu. Ne smemo več dovoliti, da na tako enostaven način legalno kradejo denar. Ne? Če je nek projekt pač vreden manj, ne more biti, paradoks pa je, da imaš več cen. Ne? Mi gremo v nek projekt, pa ne vemo, katera je realno ta prava cena. Ne? Tega v svetu ni. Ne? In jaz sem bil od začetka presenečen, zakaj se nismo bolj prizadevali za evropska sredstva v celotnem projektu. Ne? To bi, samo 250 milijonov. Ja, ampak pa tudi nekoč, ko so se Stožice gradili, ne? Ti veliki projekti so se kar izogibali evropskim sredstvam. Ne? In to predvsem iz enega razloga, zato ker nadzor seveda je tam bistven in naši, ki vodijo te velike multiprojekte, ne, se seveda takega nadzora bojijo iz znanih razlogov. Ne, jaz sem za ne drugi tir, ampak dvojni drugi tir. Seveda smo vsi Slovenci za to, ne? Zato ker bi potem veliko gospodarstvo pridobi, rešiš Luko, to bi imelo pozitivni vpliv tudi na gospodarsko klimo, na vse. Ne? Seveda moramo pa biti tukaj korektni in pošteni. Ne? Slej ko prej se bo ta tir zgradil, ne? Ampak na pošten način. Jaz upam, da bo slovensko volilno telo tokrat se odločilo res racionalno. In bo naprej še vedno Violeta Bulc med najbolj popularnimi slovenskimi politiki, ne, kot komisarka za transport. Ja, Slovenci običajno za najbolj popularne politike določajo ali pa volijo ali pa jih imenujejo tiste, ki nimajo neposrednega učinka na njih. Ne. To se je zdaj videlo pri vladi, ne? Ko je vlada šla na dopust, se je podpora vladi dvignila. Če v Sloveniji kaj počneš, ne, je to takoj, lahko razumejo vse negativno, tudi če so dobre namene zadaj. Ne? Ampak se pravim, smo še na začetku demokratične poti. Ne? V Sloveniji se bo marsikaj še moralo spremeniti, ne samo odnose med inštitucijami in politike, recimo. Ne? Ravno zdaj v Evropska ljudska stranka sprejema en pomemben dokument, recimo, ki se imenuje Etika in politika in stavi ravno na etično držo politikov, ker politiki so najbolj izpostavljena javna služba, ne, in ljudje gledajo, ocenjujejo tudi klimo, demokratično klimo v državi tudi skozi ravnanje politikov, ne. In zato je pomembno, recimo, da so politiki prvi, ki so, recimo, najbolj moralni. A ni Miro Cerar pred volitvami mahal z etiko? Ja, kako pravijo, pes, ki veliko laja ne grize, oziroma tisti, ki se hvali z besedami, ne pa z dejanji, ne, to je premalo. Ne. Na koncu, dr. Milan Zver, kovčki so pripravljeni, verjetno, ne? Res je, drug teden je pomemben teden, torej ne samo Bruselj, gremo v Talin, kjer bomo na konferenci razpravljali o pomembnih temah, zlasti o varnostnem vidiku, o
o oblikovanju obrambne in varnostne unije, o odnosi z Rusijo, ki so zelo pereči, ravno ta mesec bo še poseben težak, predvsem zaradi velikih vojaških vaj, ki jih ima ruska armada na vzhodu Evrope ob meji, ne, in tukaj bo kar veliko napetosti. Poleg tega nas čakajo volitve v Nemčiji, referendum v Sloveniji, september bo več kot vroč. Hvala lepa za povedano in seveda vse dobro, ne, in vidijo se pa čez 10 dni v Evropskem utripu. Tako je, hvala lepa. Mi pa se vidimo čez teden, srečno. Okna Arkunt. Želeli jih boste pokazati. Prenašamo energijo, ohranjamo ravnovesje.